Lepo pozdravljeni na drugem dnevu debatne kafane festivala Mladi levi. Nič veseli me, včeraj smo otvorili, danes gremo naprej z Milošem Koscem in z Moanisom Sinanovičem in takoj dajem mikrofon moderatorju Gregi Ulmu. Hvala. Bom kar predstavil. Bomo začeli z Milošem. Miloš Kosec je arhitekt, teoretik, publicist, ki je diplomiral na fakulteti za arhitekturo v Ljubljani, kjer je že za svojo diplomsko nalogo prejel več nagrad in kasneje je izšla tudi v knjižni obliki pod naslovom Ruševina kot arhitekturni objekt. Pred kratkim je tudi doktoriral na Birkbeck Collegeu Univerze v Londonu, zdaj pa deluje kot urednik arhitekturnih revij Outsider in Praznine, ter redno piše članke in se udeležuje mednarodnih simpozijev, festivalov, natečajev. In zdaj bo začel svojo intervencijo o zmernosti, koronavirusu in umetnosti. Hvala lepa za predstavitev, hvala lepa za vabilo. Še posebej sem bil vesel tega vabila, zato ker arhitekte redko povabijo k debati o zmernosti. Namreč namen arhitekta v kakršnikoli debati je ponavadi na eni skrajnosti. Tako v Londonu, kjer sem študiral, kot recimo v ljubljanskem kontekstu, arhitekt ponavadi predstavlja, zastopa in brani eno skrajnost, največkrat neko investitorjevo vizijo, kaj bi se v prostoru moralo zgoditi. Neko vizijo, to je pomembna beseda po mojem, nek potencial. To je beseda, s katero bi danes rad še operiral. In skratka, ta potencial, kaj bi se lahko zgodil, mora biti zaradi tega, kakor mi pač danes operiramo, skratka, kot sistem nekih družbenih pogajanj, konfliktov, ki se razrešujejo na bolj ali manj miren način, na način, da moraš postaviti izhodišča, ki so bistveno onkraj tega, kar hočeš potem zares na koncu doseči. In arhitekt je največkrat v javni predstavi, pa tudi v resnici, na strani nekih maksimalnih ekspanzij, maksimalnih gradenj, kar je vizionarsko danes še vedno največkrat najvišje, najobsežnejše, najbolj mogočno, najbolj novo. Po drugi strani je pa seveda ena dolga tradicija drugačne arhitekture, drugačnih arhitektov, ki bi jim jaz tukaj rad posvetil malenkost več pozornosti. In to je seveda ravno zaradi ključnega termina zmernost. In sicer zmernost, kako biti zmeren arhitekt v ekstremnih časih, ali pa kaj zmernost, seveda ne bom razmišljal izključno o arhitekturi, je pa pač to moje naravno izhodišče, ali pa prostor, če želite, kako biti zmeren v ekstremnih časih, na koncu koncev korona se predstavlja kot ekstremen čas. In ne vem, kakšne vtise ste imeli vi v tistih prvih tednih, ko se je celotna Evropa zapirala, ko smo se počutili tako kot leta 1914 na nek način, ne zaradi vojne, ampak leta 1914 je britanski zunanji minister rekel, povsod po Evropi ugašajo luči in za časa naše življenj se ne bodo več prižgala. Nekaj podobnega se je iz popolnoma drugih razlogov dogajalo tiste marčevske dni. Se je zdelo, da se nekaj radikalno spreminja. Potem pa, če ste se sprehodili po Ljubljani, se vsaj meni zazdelo, da pri temu izkustvu praznega mesta ne gre toliko za nek radikalen premik, za neko radikalno novo, ampak samo za zaostritev tega, kar se prej mogoče niti v prostoru ni tako zelo opazili, tako zelo videli. Nekaj, kar je ostalo skrito, se je pokazalo kot razvidno. Skratka, že takoj, če govorimo o zmernosti, je treba postaviti pod vprašanje tezo, a je korona napram normalnosti res ekstrem nasproti normalnosti, ali pa gre samo za neko razkritje. No in tukaj pri tej zmernosti in pri prostoru se mi vedno, že v bistvu začetka od moje diplomske, ker sem se ukvarjal z ruševino, ki je en zanimiv arhitekturni objekt ravno s stališča zmernosti, ker ruševina je po definiciji tisti objekt, ki ni predmet trenutnih investitorskih maksimalnih želja. Ni prostor ekstremov, je odvečen prostor. Je nekaj, česar se ne potrebuje, vsaj v tem trenutku. Predstavlja potencial,
to je ta zanimiv termin, ki obljublja vse, ampak ne v tem trenutku, ampak šele v prihodnem trenutku, ampak potencial, ki še ni izkoriščen. Skratka, je prostor, ki ni izkoriščen, ki ni maksimiziran, ki je še vedno odprt. In kako se lotevati ruševine na način, da je ne izkoristimo, ker ko ruševino izkoristimo, izgine. To je vprašanje, ki me zanima recimo zdaj že kar 8 let. Ampak zmernost se mi za našo debato zdi še posebej zanimiva tema, zato ker na en zanimiv način zmernost, moderation v angleščini je koncept, ki očitno terja moderatorja. In moderation, moderator, v bistvu ti tukaj po mojem, da predstavljaš po svojem pomenovanju element zmernosti med dvema govorcema, a to pomeni, da so mi da potem dve skrajnosti. V nekaterih izmed interpretacij, kaj je zmernost, seveda bi lahko temu pritrdili. Tudi v anglosaški kulturi je moderator nekdo, ki ne bi posredoval med dvema skrajnostma. Po drugi strani imam jaz občutek, da ta debata ni takšne vrste, da vsak predstavlja eno veliko skrajnost in moderatorjeva naloga je, da pripelje do enega harmonične srednje mere. Ampak to razumevanje zmernosti, ki smo jo v Sloveniji priča že kar nekaj desetletij, zmernost, ki ni prava mera, ampak srednja mera, je seveda nekaj, kar bo verjetno zaznamovalo tudi našo debato. In tukaj seveda se ne navezujem izključno samo na arhitekturo, pa tudi ne samo na prostor, ampak na politični mainstream diskurs. Zmernost, ki je razumljena kot sredinska točka med dvema skrajnostma, najbolj znan protagonist takšnega razumevanja zmernosti je trenutni predsednik republike, vedno v bistvu išče zmernost kot tisto zadnjo točko vsake debate. In določata po nujnosti dve najbolj skrajni poziciji, ki se vzpostavita pred tem. Zmernost je nujna aritmetična sredina. In tukaj bi rad navezal to razumevanje zmernosti na eno izrazito prostorsko vprašanje, ki smo bili priča v zadnjih mesecih. In sicer, ko smo lahko na Trgu Republike spremljali premikanje ograje, ki so jo postavljali policisti, najprej od stavbe Državnega zbora, pa vse na konc preko sredine trga, na konc do obeh Ravnikarjevih stolpnic na drugi strani trga. Lahko smo spremljali počasno zapiranje, počasno širjenje kontroliranega prostora in počasno razširitev tega kontroliranega prostora, dokler ni izključil vsega, razen samo najbolj robnih pogojev. Skratka, za voljo ene take špekulacije, politično-prostorske špekulacije, rečemo, da predstavlja Trg Republike polje javnega, na katerih skrajnostih stojita na eni strani politični mainstream, na drugi strani protestniki. In v prejšnjem razumevanju zmernosti je seveda, to se pravi zmernost kot aritmetična sredina dveh skrajnosti, bi lahko rekli, pritrdili predsedniku republike in rekli, da zmerno premikanje, upoštevanje, razdeljevanje prostora pomeni, da po sredini Trga Republike postavimo ograjo. Na koncu koncev je to popolnoma aritmetično določena točka sredine, sredina med dvema skrajnostma in tudi zato verjetno prava mera, ne samo srednja mera. Ampak seveda ta točka sredine na trgu je bila točka v premikanju. Če se je začela na eni skrajnosti, se je končala na drugi. In mnogi smo se, šele ko je ta točka prišla, točko sredine, zavedali, da gre v bistvu za nek nepovraten proces. Za proces, ki ni bil pravočasno ustavljen. Ko prideš do te sredine, je že prepozen. Tudi zaradi tega, ker smo dopustili na nek način to sredino, je na koncu bil vladovan celoten Trg Republike. In to se mi zdi, da se zavedam, da se komu mogoče zdi preveč tendenciozna prostorska alegorija, ampak javni prostor je po mojem, da najbolj učinkovita alegorija političnih procesov, zato, ker so redko ubesedeni, ker so intuitivni, ker jih vsak dan uporabljamo, ker jih ujemljamo za samoumevne, pa vendar v
v času korone smo ugotovili, da javni prostor določa ne samo prostočasne dejavnosti, kot so kava s prijatelji v mestu, ampak tako osnovne stvari, kot je osnovna kvaliteta življenja, parki, javni prostori, neprivatizirani javni prostori in na koncu tudi svobodo govora. Tako da tukaj v prostorskem smislu bi rad postavil vprašanje, če govorimo o zmernosti, a govorimo o pravi meri, a govorimo o srednji meri. To se mi zdi izjemno pomembno vprašanje. Zdaj bi pa tukaj samo še navezal na nekoliko bolj arhitekturno povezavo z vprašanji, ki po mojem delu povezujeta ruševino kot neko neizkoriščeno, zmerno izkoriščeno hišo, ker namreč tudi arhitektura je v uporabi. Ne vem, jaz sem se že kot otrok rad sprehajal po ruševinah gradov, pa starih hiš in vem, da mnogi ljudje to z veseljem počnejo poleg mene. Gre za objekt, ki fascinira, ki je v uporabi, ki ga raziskuješ, ki ga obiščeš, ki ga fotografiraš, o katerem razmišljaš, ki ga nekateri naseljujejo. To se pravi, ne moramo reči, da gre za objekt, ki je popolnoma brez vrednosti ali pa ki ni v uporabi. Definitivno gre pa za objekt, ki ni optimiziran, če uporabljam sodoben jezik, v katerem si je ravno zaradi tega potencialnosti, o katerem sem že prej govoril, možno zamišljati tudi bolj intenzivni izkoristek. Skratka, ima potencial, ki v današnjem jeziku ni v polnosti izkoriščen. Seveda največkrat to pomeni, ni v polnosti ekonomsko izkoriščen, ker je posebna oblika izkoriščenja neke hiše. Po drugi strani sem se v Londonu začel bolj intenzivno ukvarjati z vprašanjem, kaj arhitekti delajo in zakaj ne bi mogli arhitekturnega angažmaja raziskovati tudi skozi to, česar arhitekti ne naredijo. Skratka, da če kot arhitekt nečesa ne narediš, ne zgradiš, ne narišeš, da je tudi to v bistvu produktivno dejanje. Ne vedno, včasih pa ravno tako legitimno ali pa mogoče bolj legitimno kot dejanje, da vedno predlagaš spremembo na boljše. Zdaj, tukaj sem se naslonil na eno zelo znano literarno figuro Bartlebyja in na figuro Hermana Melvilla, ki je, kot vsi veste, v 19. stoletju naenkrat rekel raje bi, da ne. Ni rekel ne, ni rekel velja, ampak je oblikoval en enigmatičen, izmuzljiv stavek, ki ni ne afirmativen, ne v bistvu zanikovalski, ampak operira ravno sred tega dvojega, ne izbere. Raje bi, da ne, kot arhitekturna gesta. A je to možno? Agamben piše o Bartlebyju na meni zelo blizu način, ravno zato, ker povezuje Bartlebyja s potencialnostjo. Skratka, Bartleby vedno predstavlja čisto potencialnost. Nekaj, kar bi lahko bilo, pa se nikoli ne zgodi. Skratka, nikoli ne realizira ničesar na nek način, ampak ta nerealizacija, kot vsi veste, kot veste vsi, ki ste prebrali kratko zgodbo Bartleby, je izrazito strese vse druge, prej stabilne pozicije okrog njega in njegovega zaposlovalca in njegove kolege, premakne ves svet okoli v bistvu te figure, ki ničesar ne naredi. Ne kljub temu, ampak ravno zaradi tega, ker ničesar ne naredi v točno določenih pogojih, slučajno Wall Streeta. To je podnaslov te zgodbe, zgodba iz Wall Streeta. Skratka, zanima me je mogoče tudi kot arhitekt operirati na način, da nečesa ne narediš, ne zato, da bi se odrekel dejanju, ampak ravno zato, da bi dejanje naredil močnejše, kot bi lahko bilo samo tako, da narišeš eno novo hišo. In Agamben v tem istem tekstu Bartlebyju v bistvu pokaže, da je to ne samo možno, ampak da spremlja figuro arhitekta, ne samo pisarja, kot je Bartleby, že od samega začetka. Aristotel, ko piše o potencialnosti, prav izbere primer arhitekta kot prikaz potencialnosti. Arhitekt je arhitekt tudi, ko nečesa ne zgradi, napiše že Aristotel. Skratka, ne glede na to, ne gre vedno samo za to, da nekaj aktualiziraš, ampak si lahko proizvajalec nečesa novega ravno zato, ker nečesa ne narediš, čeprav bi lahko. Skratka, zmožnost potegniti se nazaj, zmožnost zadržanja, zmožnost zmernosti, bi jaz tukaj rekel, je to, kar v bistvu naredi arhitekta. Nekdo, ki vedno zgradi
nekaj, kar se mu predlaga, kar se mu reče, kar se zahteva od njega, ta po Aristotelu v bistvu ne izpolnjuje osnovnega pogoja, da bi bil arhitekt. Arhitekt je nekdo, ki lahko zgradi hišo, ampak ključno, arhitekt je tudi nekdo, ki lahko hiše ne zgradi. Skratka, da ima to možnost, da nečesa ne aktualizira, da ne obstaja samo kot aktualizacija, ampak tudi kot potencialnost, je to, kar ga dela arhitekta. In seveda danes v obdobju, ko lahko arhitekti v bistvu, če prepričamo investitorja, zgradimo, ampak čist karkoli hočemo, in zaradi tehničnih, in zaradi tehnoloških, in zaradi imperativov, ki spodbujajo investicije, in tukaj se bomo mogoče v prihodnji uri dotaknili tudi teh prihajajočih priložnosti in groženj, potencialnosti, za eno besedo, ki se nam mogoče obetajo v prihodnjih letih, ravno zaradi strahu in priložnosti, ki ga prinaša zdravstvena in ekonomska kriza. Tako bi jaz danes rekel, ne samo, da arhitekt je arhitekt samo takrat, ko lahko nečesa tudi ne zgradi, ampak predvsem takrat. Skratka, ko se zavzameš za nepozidanje enega javnega prostora, ko lahko kot arhitekt vplivaš na to, da se nekaj tudi ne zgradi, nisi na konzervativni strani upiranja razvoja ali pa recimo na nevizionarski strani zaviranja enega napredka, ampak obratno, stojiš na braniku zmernosti, na braniku tiste točke, kjer lahko dokažeš, da lahko spreminjaš svet na bolje, tudi tako, da nekatere stvari ustaviš. Kar pa seveda ne pomeni, da ustaviš vse, ampak da moraš s pravo mero vedeti, kdaj greš naprej, kdaj zaustaviti, kdaj ohraniti in kdaj mogoče celo kaj porušiti. Tako da te dve glavni točki sem jaz pripravil kot glavni dilemi, ki so nerazrešeni, ampak o katerih v bistvu moramo, po mojem, dogovoriti. Jasno, ne samo kot arhitekti, ampak kot državljani in kot ljudje, ki smo se znašli sred nekih spremenjenih razmer. Upam, da nisem bil predolg. Sploh ne. Hvala. Zdaj pa prisluhnimo še Moanisu Sinanoviću, ki je pesnik, kritik, publicist. Izdal je 3 pesniške zbirke. Za prvo je dobil nagrado za najboljši prvenec, če se ne motim. Tudi dvojezični izbor svoje poezije in en roman. Njegova književnost je bila tudi prevedena v več jezikov, redno nastopa na festivalih doma in v tujini. Po izobrazbi je filozof in splošni jezikoslovec, objavlja pa v množici slovenskih in regionalnih medijev, literarne, filmske, gledališke kritike in analize družbeno-političnih pojavov. Hvala. Takoj na začetku svojega izvajanja si Miloš postavil eno vzporednico z Prvo svetovno vojno in pri tem sem jaz dobil idejo, da pravzaprav obstajajo še nekatere vzporednice z obema svetovnima vojnama v smislu, da smo tako kot v teh dveh primerih tudi danes priča nekemu političnemu konfliktu, ki se vodi globalno, seveda ne na ravni neke vsesplošne mobilizacije, razen pač na določenih delih sveta. Je pa pač zelo jasno, da imamo podobne boje, ki se bijejo recimo v Južni Ameriki, Brazilija je najbolj izpostavljen primer, v Severni Ameriki, ZDA, v Evropi, na vzhodu in v zahodu Evrope oziroma znotraj same Evropske unije, v Indoneziji, v Turčiji in tako dalje. Ta boj bi nekateri, ne vem, imenovali boj med levico in desnico, drugi med zaostren boj med modernostjo in tradicijo, tretji, kot je recimo Bruno Latour, med globalizacijo in željo po vrnitvi k zemlji. Znotraj tega samega boja se pa mogoče porajajo predvsem pri mlajših generacijah nekateri novi politični binomi. Mislim, en angleški raziskovalec z kultne slovite univerze Warwick, se opravičujem, ker sem pozabil njegovo ime, govori o tem, da se poraja boj med vertikalno in horizontalno, recimo med
pri čemer prva skupina ljudi zagovarja preselitev človeške civilizacije v vesolje, druga pa pač nekako restauracijo ustreznega podnebja, da bomo lahko ostali tle. In ti dve kategoriji pravzaprav nekako mešata te stare binome levice in desnice, modernosti in tradicije in tako naprej. Ampak kakorkoli, na tej točki se sam ne bom ukvarjal s tem, kdo ima prav, pri čemer seveda ne želim reči, da so vsi isti ali pa relativizirati nekatere stvari. Prav tako, ne želim seveda reči, da ti boji nimajo neke realne podlage, da ne izhajajo iz realnih težav, materialnih razmer, globalno-politične situacije in tako naprej. Ampak bi se pa vseeno predvsem dotaknil nečesa, kar mogoče vsem tem bojem uhaja. Zdi se mi, da so zaznamovani z nekim posebnim fanatizmom. Kaj mislim s fanatizmom? S fanatizmom ne mislim tega, da nekdo trdno zagovarja svoje prepričanja, da je gotov vanje, niti celo tega, da je pripravljen zanje umreti. Mislim na to, da nekoga, ki ima druga stališča, pravzaprav dojema kot popolnoma nekompatibilnega s svojim svetovnim nazorom. Skratka, v idealnem primeru, kjer bi lahko realiziral nek svoj idealni model družbe, ne bi bilo mesta več za njegovega, recimo, političnega nasprotnika. Ta politični nasprotnik pripada neki drugi vrsti bivajočega, recimo. Skratka, kaj sem tle hotel še? Seveda temu fanatizmu se pridruža še nekaj, čemur je Nietzsche rekel resentiment. In resentiment je obravnaval kot nekaj najnižje možno občutenje. Njegova glavna značilnost je prepričanje, da so za moje probleme krivi drugi. Tega ne opažamo samo na ravni politike. Vse splošno prisotno je recimo obtoževanje staršev za neko svoje stanje, obtoževanje raznih razmer, če pač v življenju zafrknemo ali karkoli. Te seveda obtožbe imajo določeni temelj, ampak pač nam popolnoma jemljajo agency in odgovornost in so pač po mojem skoraj vedno redukcionistične. Zdaj, kako lahko gledamo onkraj teh političnih bojev, pa da ne bo delovalo, pač da govorim z neke spet privilegirane pozicije, glede na to, da mislim, da v tem trenutku, v tem prostoru pravzaprav živimo dokaj dobro, vsaj večinoma, da ni nekih zelo očitnih stvari, zaradi katerih bi se morali, po mojem, počutiti tako, kot se pač marsikdo počuti. Če bi šel, ne vem, kdo gledati, čekirati moj privilež, bi po mojem težko veliko stvari obkljukal, ampak vseeno to mislim. Zakaj torej gre? Poleg pač nekih realnih problemov, ki se pojavljajo, gre po mojem za problem tega, kako sama politika danes pač definira človeka. Mislim, da je modernost imela več faz različnih, v katerih je na različne načine pač definirala človeka, od razsvetljenstva, ki se je sklicevalo nek humanizem. V 20. stoletju se pojavi antihumanizem, predvsem znotraj francoskih miselnih šol. Zdi se mi pa, da se zdaj v bistvu pravzaprav sploh ne sprašujemo več, zakaj gre. In tle v tej situaciji zdi se, da obstaja nek konsenz. Konsenz tega, čemur Alain Badiou nekje pravi živalski humanizem. Znotraj živalskega humanizma je človek pač zveden na nek spisek recimo potreb in potreb, ki se znotraj pač političnih deklaracij, pravnih regulacij in tako naprej
pač zvajajo na sezname pravic. Ne. Ti seznami pravic so kot neka vrsta navodila, kako skrbovati tega človeka, žival, ne, na čim bolj human način. V bistvu človek je tretiran nekako tako kot žival znotraj pač neke welfaristične ideologije. Treba je pač omogočiti čim boljše življenje, čim več lepih sončnih zahodov, čim več dobre hrane, dokler pač ne pride neizogibna smrt in tako naprej. S tem, da pri tem živalskem humanizmu ne gre toliko za to, da je človek zveden na neke gole materialne potrebe, zveden je pač na svojo psiho, ne, na svoje čustva. Zdi se mi, da se marsikomu danes zdi, da so čustva, da je njegova neka psihična realnost tisto, kar je pravzaprav njegova identiteta, ampak pač ni bilo vedno tako. Čustva in pač ta psihični level sta bila skozi večino zgodovine smatrana kot pač nižja človekova realnost, nekaj, kar je treba imeti pod nadzorom, kar je treba biti do neke mere sumničav, kar je treba uporabljati, do česar je imela distanco, ne pa se nujno s tem identificirati. Skratka, mislim, da to stanje samo po sebi človeku povzroča določeno nelagodje in živčnost, ki ga pa ne zna razrešiti s tem, da bi se postavil vprašanje o lastni človečnosti, ampak ga preprosto poskuša razrešiti skozi dane politične razmere, ne, ki pa te razrešitve ne omogočajo. Z tega vidika bi lahko rekli, da je problem današnje politike samo to, da je politika na nek način, ne, ali pa način, na katerega se ta politika sama razume, ne. Kolikor bolj znotraj teh okvirov razmišljamo o neki emancipaciji, toliko bolj paradoksno prihaja do nezadovoljnosti in toliko bolj pač prihaja do naraščanja nekega fanatizma, ne. Skratka, v tem primeru bi lahko fanatizem, ne, kot pač skrajno obliko nezmernosti razumeli kot basically problem samorazumevanja, ne, tega, kaj smo kot človeška bitja, ne. Če smo kot človeška bitja sestavljeni iz različnih realnosti, od telesne, emocionalne, ne vem, duhovne, racionalne, potem nezmernost pomeni poudarjanje preveliko poudarjanje predvsem ene prvine, ne. Podobno kot bi recimo se prehranjevali samo s sladkorjem ali pa samo s hrano, ki ima pač, v kateri prevladujejo maščobe, ali pa samo s hrano, ne vem, v kateri prevladuje neka tretja hranilna snov. Prej ali slej bi se pač naša telesna konstitucija začela obnašati ali pa oblikovati izrazito v eni smeri, kar bi pač začelo povzročati težave v vsakdanjem življenju, ne. By the way, hrana je seveda pač po mojem zelo pomemben aspekt zmernosti in pač vsakdanjega življenja. Danes recimo na levici, v raznih aktivističnih krogih, to neko ukvarjanje s hrano, športom, telesom, to je pogosto obravnavano nekako pejorativno kot podvrženje neki individualistični ideologiji in tako naprej, ampak dejstvo je, da pred kakršnimkoli razrednim bojem sem pač jaz v tem telesu, jaz ko se rodim sem v tem telesu in še nimam pojma o razrednem boju, ne. Kratka, to je samo en primer tega, kako dajemo prednost enim stvarem, ker mislimo pač, da če ne bomo obravnavali ene stvari, bomo pač dali prednost drugi in bomo to spustili in tako naprej, ne. Skratka, v svetu mogoče, ker prevladujeta dve strani, ne, recimo ima leva, desna, pogojno, ki vsaka dajeta prednost pač določenim aspektom človeškega bitja, ki ima dajeta prednost mogoče v nekih skrajnih, ne bom rekel skrajnih, bom rekel fanatičnih oblikah svojih kulturnih bojev,
mogoče treba pogledati z nečim, čemur bi rekel tretje oko. Ne? Tretje oko je starodaven duhovni simbol, ampak s tem ne mislim, o katerem jaz pravzaprav ne vem veliko, ne? Ampak ravno v tem je point. S tem ne mislim, da se je treba vrniti v neko idealizirano predmodernost, v nek režim zlate dobe, kjer smo živeli brez raznih konfliktov in kjer je vsem bilo jasno, kako je treba živeti. Ampak mislim, da moramo pravzaprav res postmoderno vzeti resno. Sploh recimo v našem okolju se mi zdi, da smo še vedno ujeti v neke modernistične oblike razmišljanja, ala domobranci, partizani, whatever. Da še nismo pravzaprav postavili te skepse do velikih idej. Jaz sam pač nimam proti postmoderni nič, zdi se mi pač odlična priložnost, da neke stvari res premislimo. In ravno zato mislim, da je treba vzeti resno. No, če pridemo spet do tega tretjega očesa, zanimivo mi je, kako recimo to neko tradicijo obravnavajo reperi, tipa, ne vem, Wu-Tang Clan, ki preko nekih trivialnih, na prvi pogled, kung fu filmov pridejo do, ne vem, nekih daoističnih modrosti in tako naprej, ki v bistvu sploh niso banalno upeljane v njihove tekste, ampak so speljane na en dokaj sofisticiran način skozi njihovo razumevanje pač svojega časa in svojega prostora, ki je v konkretnem primeru pač geto in tako naprej, ne. Skratka, ja, kako iziti iz tega stanja, ki je fanatično. Pozabil sem omeniti še problem pravičništva, ne. Danes opažamo pač, da pravičništvo postaja neke vrste zaželena pozicija, ne, po obdobju, ki je rušilo, ne, vse neke moralistične institucije ali pa ki je omalovaževalo moralistično obnašanje, smo danes pač v nekem spet puritanističnem času, kjer je pravičništvo v določenih aspektih prevladuje. Kaj je problem pravičništva, ne? Prvi problem je ta, da kdo si ti, da boš sodil, mislim, kdo ti podeljuje ta mandat, ne? Takoj se vzpostavlja neka neegalitarnost, ne? Drugi problem je, da takoj, ko nekdo postane pravičniški in to prakso dejanja, recimo, dlje časa opažamo, kakšen hipokrit postane, kakšen kreten postane, ne? Tudi, ne govorim samo o drugih, govorim tudi o svoji lastni izkušnji, ne? Ja, kaj je izhod? Mislim, da se moramo res vprašati, pač, kaj pomeni človek in zdaj, če živimo v končnih časih, je mogoče priložnost, da resno vzamemo vso zgodovino in vse oblike človeškega bivanja, ki so obstajala na različnih delih sveta in probamo ugotoviti, če mogoče, če se malo zafrkavamo, obstaja kakšna možnost, da iz vsega tega materijala, da iz vsega tega arhiva, ne, nekaj pametnega ven potegnemo. Nekaj sem še hotel reči. Ja, kako se to odraža v umetnosti? Zdi se mi, da je slovenska umetnost odličen primer določene nezmernosti, ne. Na eni strani imamo imperativ nekega radikalizma, ki pa ravno zaradi tega, ker je imperativ skozi zelo hitro, vedno znova, na različnih področjih umetnosti postaja zelo predvidljiv, ne. Radikalizem kot nekaj, kar se pričakuje, ne. To protislovje, se mi zdi, da se tega protislovja še ne lotevamo dosti produktivno. Prišel je protestnik s košarkarsko žogo, by the way. Druga stvar je, da... O čem sem govoril? Druga stvar je pač, da se oklepamo nekih tradicionalnih oblik
umetnosti, ki pač nimajo dobenega mesta več v 21. stoletju. Ne vem, včasih, ko se pojavi na kakšnem baru, se mi res zdi, na branju, pardon, ali pa ne vem, na kakšni mainstream predstavi, se mi res zdi pač, da je to out of this world in da je mogoče samo to prizorišče zaigrano na nek način, ker enostavno je iz neke druge dobe. No? In zdi se mi, kaj bi bila zmernost, ne? In kje je lahko zmernost v resnici lahko radikalna. Ne? V tem pač, da najde nove oblike tako življenja kot pač delovanja. Ja, to je to. Hvala. Pa bi se jaz takoj kar na to navezal, ne kot iskalec prave mere med dvema ekstremoma, ampak Moanisova iztočnica, če je lahko zmernost radikalna oziroma iskanje neke nove mere in Milošev predlog prej mogoče razlike med srednjo mero pa pravo mero, pa bi mogoče eno provokacijo. Je zmernost sama po sebi vedno konservativna? In ne mislim tukaj samo znotraj tega primitivnega prostorskega modela leva-desna politika, ampak tudi samega prostorskega modela mere, okvira, mere, ki jo začrta nekdo ali nekaj družbeni konsens ali pa, ne vem, mogoče neka, družbeni konsens. A je vztrajanje pri pravi meri oziroma iskanje mere, ki je znotraj nekega okvirja, je to samo po sebi ostajanje pri statusu quo ali kako bi lahko z neko novo zmernostjo mogoče prišli do novih prihodnosti? A jaz začnem? Ja, to je zelo zanimivo vprašanje, s katerim sem se tudi sam dosti upadal. Recimo tudi kot pač vernik in tako naprej, prakticirajoč. Ne, mislim, da ni nujno konzervativna, da je zmernost, prava mera šele pač neko izhodišče, ki omogoča v določenih situacijah invencijo. Ne? Zdaj, če pravo mero razumemo kot sklop že vnaprej napisanih pravil, potem ne bomo daleč prišli. Ne? Če hočemo pač določene tradicionalne forme prenesti pač v obliko nekega sodobnega zgodovinskega življenja, pač se bo zelo verjetno zgodila katastrofa. En dober primer v sodobnosti je recimo tudi ISIL. Ne? In število recimo izjave iz konzervativne ali pa recimo iz različnih tradicij v sodobnem kontekstu enostavno nimajo več smisla, recimo, ne? Različne izjave in zapovedi recimo o spolnem življenju, naprimer, danes pravzaprav ne morejo pomeniti kaj dosti, ker pač ni več teh jezikovnih iger, v katerih so bile zgrajene, ampak verjamem pač, da obstaja neka možnost pri iskanju prave mere ali pa pri iskanju razmerja med sodobnostjo in preteklostjo in med ostalimi binomiji vzgojiti pač neko konstitucijo lastnega bitja, ki omogoča neko, če tako rečem, intuicijo zmernosti. Ne? Zmernost je bolj dispozicija, v kateri ni vse dorečeno. Je dispozicija, v katero šele vstopaš v neko zmedeno situacijo, iz katere mogoče lahko vzpostaviš, če se ti posreči, pravo mero. Skratka, to vzpostavljanje pa je seveda vedno znova v vsakem zgodovinskem kontekstu pač invencija. Jaz bi se tle absolutno strinjal, da ne gre za neko a priori
vrednost, bodi si konzervativna, bodi si progresivna. Oziroma, če se malo navežem na tisto svojo prejšnjo razdelitev, bi lahko za hec rekel, da je srednja mera vedno konzervativna, medtem ko prava mera po definiciji nikoli ni konzervativna, ampak vedno progresivna. Seveda pa potem se zastavlja vprašanje, kako nočemo vzpostaviti nove binarnosti, nujno tukaj, ampak po mojem, da razlika med obema odpira ključno vprašanje, če ne rešitve. Jaz mislim, da zmernost je po definiciji relacijska. Se pravi, tako kot si tudi ti ravno kar rekel, se strinjam, da jo je treba vedno na novo izumiti. In vedno je posledica razumevanja vrednotenja polja, na katerem smo se znašli. Lahko na popolnoma prostorski, direkten način, če se spet navežem na tisto ograjo, kam jo postaviš, če jo sploh postaviš, ne? In zmernost, da si dam odgovor na lastno vprašanje, seveda ta aritmetična srednja mera potiska recimo to ograjo na sredino. Ne? Prava mera je verjetno v tem, da ograje sploh ne začneš postavljati. In tukaj gre za dve bistveno različni meri. In ena je konzervativna, po mojem, da druga je progresivna, absolutno. Ampak zagatno vprašanje je seveda, kako obravnavati zmernost, no, kot v bistvu nearitmetičen termin. Ne kot razsujevalnost med pozicijami, ne kot nevtralno vrednotenje, ne kot polje vsega. In tukaj, ko sem te poslušal, se mi je zdaj zelo zanimiv, da si, če prav razumem, govoril o postmoderni imaginaciji, ki še ni v bistvu prodrla zares v naše razumevanje, v naše vrednotenje. No? Ampak se seveda tukaj bi se pač vprašal, koliko postmoderna predstavlja tretjo pot, tretjo oko, ne vem, tretjo oko, pa jaz sem tako pomislil na tretjo pot, ki ne bi mogel razumeti kot zmerno ali pa kot ne zares tretjo. Ne? Ja. In me zanima, a ni tukaj tudi ena zanka? Mislim, postmoderna imaginacija seveda ne presega dualizmov modernizma. Ne? Samo skupaj jih meče in ni nevtralna v tem. Ne? Zavzema lahko, progresivno lahko, največkrat kulturno, tudi konzervativno, ne vedno, pozicijo, ampak ni, kako bi rekel, ne vem, a odpira to tretje oko. Ja, če se navežem na to tretje oko, lahko pač še enkrat več ponovimo legendarni citat Vilija Resnika. Vedno si to mislil, vedno na koncu sta dve poti, izbereš pa tisto, ki je ni. Skratka, kar se tiče postmoderne, sem imel v mislih en izrazito lokalni kontekst. Ne pravim, da postmoderna je sama po sebi nek izhod. Postmoderno vidim kot neko stanje neizogibnega kaosa, ki nastopi pač po katastrofah modernosti, ki pa ga pri nas v bistvu še ne želimo zares pripoznati, ne? Ker smo še vedno gibljamo zaradi nekaterih takšnih ali drugačnih razlogov, ki jih pač ne bi mogel sam točno videti. Gibljamo se izrazito znotraj modernističnega razumevanja sveta, s katerim pravzaprav ne bomo mogli na nič odgovoriti. Skratka, kljub temu, da smo recimo v literaturi 80-ih in tako naprej zelo poudarjali pač pomen postmodernizma in kako ga je treba prenesti, se je v bistvu izkazalo, da je ta pač ideologija postmodernizma pravzaprav bila samo nek vidik amerikanizacije in izstopa iz Jugoslavije, ni pa pač zares odprla stvari na neki ontološki ravni. Ne? Kaj pomeni pač naša zgodovinska doba, kaj pomeni ta tekočnost, razstaljevanje in tako naprej. Po drugi strani sem pa ravno prej v bistvu pravzaprav opazoval, kako se svet na
globalni ravni remodernizira skozi pač te oblike nekega fanatizma. Ne. Obenem pa lahko opazujemo, kako spet skozi to remodernizacijo ravno vanjo pravzaprav vstopajo neke postmoderne zadeve, kako talitev raznih, ne vem, tradicionalnih družbenih vlog postaja material za neke voluntaristične ideje, radikalne politične akcije in tako naprej. Skratka, ja, ne mislim, da je postmoderna neka pot, v tem smislu sem govoril o nekem izrazito lokalnem smislu. No? Mogoče bi sam še dodal kot, kako bi rekel, okrepil odgovor okoli zmernosti kot radikalnosti. Spet na primeru lastnega Matjeja. Zamisliti si, da kot arhitekt, ko dobiš nalogo, da na neki prazni parceli, kjer je recimo ni bilo ničesar, ki pa stoji sred mesta, postaviš stolpnico in zamisliti si, da bi lahko kot arhitekt zastopal idejo, da se polovica te parcele nameni nečemu drugemu, recimo javnemu prostoru, to je mogoče po vrednotenju te odločitve zmerna, uravnotežena odločitev, ampak po izvedljivosti, po vzpostavljanju lastne pozicije v polju možnega, je pa to ne radikalno, ampak, mislim, je radikalna, ampak še bolj v bistvu terja fanatizem, če hočeš v bistvu to sploh uresničiti. Hočem reči, polje možnega je premaknjeno tako stran od srednje mere, da se strinjam s tvojo, kako bi rekel, skepso do fanatizma kot tazga, če je spraznen, ampak po drugi strani je pa neka gesta, ki je bila včasih v polju ne samo možnega, ampak mainstreama, celo, ki je bila dejansko potisnjena na politično družbeno sredino, vzpostavljanje recimo javnega prostora, javnih servisov, je danes tako nemožna za celoten politični spektr, tudi za ta navidezno, klasično, po mojem pa zelo že redefinirano razdelitev na dva pola, ki nista več klasični, levi in desni pol, da v bistvu si ne predstavljam, kako si sploh vizualizirati tako odločitev drugače, kot z neko še nevideno mero fanatizma. Tudi recimo v Ljubljani imamo primer, kjer je ohranitev štadiona za Bežigradom, ki je med drugim pač tudi, po mojem, da samoumeven objekt našega najbolj znanega arhitekta, definitivno nekdanji javni prostor, obenem nedvomno del svetovne dediščine, čeprav še ni del UNESCO dediščine. Ohranitev tega objekta je postala, zavzemanje za to je postala marginalna, celo skoraj fanatična pozicija. Ne? In definitivno ne mainstream pozicija. In hočem reči, koordinacijski sistem se je popolnoma spremenil in v tem smislu včasih tudi kanček fanatizma, če seveda ni nereflektiran, pa če ne kliče po krvi, ampak tak, ki hoče preprečiti kri, ne, metaforično pa dejansko, je včasih potreben fanatizem. Skratka, angažma, ki gre onkraj meje zamisljivega, to je največ, kar danes prava mera. Kaj pa na drugi strani vzdržnost? Recimo razmišljam, ko sem poslušal, Moanis, ko si tudi izpostavil svojo recimo osebno pozicijo pa polje duhovnega pa religioznega recimo, in neke alternativne kritike modernosti, ki ne izhajajo nujno iz postmoderne pozicije, ampak recimo, ki sicer tako že celo stoletje, iz nekih antikolonialnih ali pa recimo religioznih
političnih pozicij. Recimo pomislil sem na Gandhijevo gibanje, nekakšne zavrnitve modernosti, ekscesa, tehnologije in tako naprej in neko alternativno kozmologijo zmernosti. Ali pa na drugi strani Frantz Fanon v Alžiriji, ki je recimo tudi rekel, če ne vem, gradnja mostu ne izboljša politične zavesti naroda, potem ne zgraditi mostu, dokler ne bomo se naučili plavati čez reko in tako naprej. Recimo kot kritika razvoja, napredka, te neke hiperprodukcije in tako naprej. In na drugi strani, Miloš, ko si prej omenjal praznino in v bistvu potencialnost praznine in ruševine in ta raje ne bi, oziroma raje bi, da ne, kakšno vlogo tukaj igra vzdržnost, pa ne nujno v nekem moralističnem pomenu, ampak kot nekaj, kar ni aritmetično. Ja, mislim, da je pač določena mera asketizma predpogoj vsakega pravzaprav resnega javnega delovanja in političnega, seveda. Ker asketizem je pač vzgoja, pa ne pravim zdaj o tem, da se je treba izstradati ali whatever, ampak takšen asketizem, ki pač vzpostavi določeno disciplino, ki je dispozicija za najboljše možne ravnanje v pravem trenutku, ne. Obenem ima pa pač ta, recimo, asketizem ali pa če rečemo vzdržnost, tudi neko antološko časovno dimenzijo, ne. Omogoča pač zadržanje reakcije, ki je lahko napačna, ne. Omogoča več časa in več perspektiv na določeno situacijo, ki je lahko zelo kompleksna, ne. In kot tak je pač asketizem nevtralen, ni nujno nekaj, kar nastopa znotraj enega ali drugega ali tretjega svetovnega nazora, ne. Ampak je pač lahko zelo uporabna stvar v katerikoli situaciji, ne. Ja, se zelo strinjam s tem, da v bistvu biti zadržan v tem kontemplativnem pomenu, da je mišljenje, kontemplacija, da smo pozabili na to, da mislim, da ne pristajamo na eno novoveško razdelitev med neproduktivnostjo ali pa pasivnostjo kontemplacije, pa aktivnostjo, progresivnostjo akcije. Ampak da največkrat si lahko zares produktiven šele, kadar se umakneš in zares premisliš kompleksno situacijo, vsej njeni kompleksnosti, šele takrat lahko deluješ na drugačen način, pa ne samo, da lahko šele potem, ko kontempliraš situacijo, deluješ na drugačen način, že s tem, ko jo premisliš, deluješ. Mislim, takrat začneš premikati te koordinate, o kateri smo govorili. In si hotel? Kar dokončaj, pa bom pa. In to je ključen element kontemplacije, ki je danes družbeno pač nekoliko potlačen. In tukaj igra zmernost bistveno vlogo, tudi tukaj bi se navezal na objekt ruševine, pa na ta Bartlebijevski stavek, ki je raje bi, da ne, in spet poudarjam, ne reče ne, niti ne reče ja, ne zauzame binarne pozicije, ampak v bistvu vztraja na neaktualizaciji nečesa. To je kontemplativna pozicija par excellence, po mojem, in poudarja nekaj, kar znotraj arhitekture, po mojem, da odpira ruševina, ker ruševina je en tak nebinaren objekt, ki je arhitektura, pa ni arhitektura, ki ima arhitekta, ampak je arhitekt ni zasnoval v taki obliki, ki je v bistvu odprt, nenehno spreminjajoč se objekt, ki je zato po mojem tudi fascinanten. Ta odprtost, nedorečenost, neizvedljivost na eno kratko formulo,
kot sem prej rekel, ima funkcijo, ker jo ljudje uporabljajo, ampak ni bila zgrajena za to funkcijo, ampak je samo prepoznana in nenehno redefinirana, je v bistvu to v svetu arhitekture, kar je kontemplacija v svetu misli, recimo. Skratka, nenehno končan proces razmišljanja, ki potem jasno vpliva na vse stavbe okrog sebe. Ne. Konvencionalno razmišljamo o ruševini kot objektu, ki ga bomo bodisi uničili, bodisi obnovili, zato da bomo dobili na njenem mestu neko konvencionalno stavbo, v resnici pa dobra ruševina, ki sproža misli, v bistvu spreminja vse končane hiše okrog nje. In zato je nek objekt, ki spreminja, kljub temu, da ostaja isti, da se počasi sesipava in da ga nihče v taki obliki ni oblikoval. Tukaj je po mojem analogija s tem, kakšen vpliv, kakšno rušilno moč ima lahko kontemplacija v svetu misli. Pri tem mogoče pozabljamo, kako je bilo drugače še pač relativno nedavno in še pri figurah, ki jih danes smatramo za zelo radikalne in fanatične. Mislim, jaz sem recimo daleč od tega, da je bil fan Lenina, čeprav sem včasih bil, ampak pozabljamo, kaj je pravzaprav Lenin počel, preden je postal ta Lenin, ki ga poznamo. Pač, da je to Lenin, ki je rekel študiranje, 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 ki se je pač ure in ure zadrževal ob knjigah, kontempliral ob glasbi in tako naprej. Težko si zamislimo tudi danes recimo radikalno levičarskega politika, ki bi pozival k študiju, ne? Naprimer. Vsaj jaz se trenutno, pač ne morem česa takega domisliti. Ta perspektiva je super, zato ker od tistih 50 let neaktivnosti so potem prišle 4 leta erupcije, ne, ki se verjetno ne bi moglo zgoditi brez, oziroma 4, no več kot 4, ampak pa mimogrede Lenin je tudi enačaj komunizma in infrastrukture, pozabil sem, kakšna je enačaj že, elektrifikacija plus, komunizem je elektrifikacija plus Sovjeti, pa Sovjeti, ne, se mi zdi. Ne? Skratka, plus industrializacija. Skratka, gre za to, da tudi infrastruktura sama, most, spreminja tiste, ki jo gradijo. Ne, recimo. Kaj pa umetnost? Kako že in kako bi še lahko umetnost spreminjala te koordinate, polja zamisljivega, umerjala fanatizem in tako naprej. Mojani se je že malo dotaknil prej, pa če bi še kaj spregovorili o tem. Mislim, da lahko, da sem, ne vem, boš povedal, če sem da prav razumel ali pa ne, ampak to problematika, po mojem, da dejansko obstaja na polju nekega sproducirane zahteve po radikalnosti, to je beseda, ki je preveč proliferirana, pa noben ne ve, kaj ne bi pomenila, no? Ker radikalno ima danes v svetu umetnosti avtomatsko pozitiven pomen, ne, da bi, radikalno je v bistvu vse. Radikalno je zneutraliziran pojem v polju umetnosti velikrat, ker je nekako pričakovan. V bistvu razpis z besedo radikalno verjetno ne bi mogel uspeti, pa največkrat, mislim, pa je ena izmed dosti pogostih besed, po mojem, da zahteva po radikalnosti je nekaj, kar kvečemo zahteva po tej besedi, ne po radikalnosti sami. Jaz seveda mislim, da to kvečem nakazuje na odsotnost radikalnosti. Če je sama beseda postala ne samo dovoljena, ne sankcionirana, ampak celo zaželena ali pa celo zahtevana, pomeni, da ima umetnost mogoče absolutno zdajle v preteklih stoletjih, pardon, ne stoletjih, preteklih desetletjih problem z kontemplacijo lastnega mesta znotraj
sil, oblasti pa hierarhije. Skratka, da relativno dobro izpolnjuje svojo klasično obliko kritike onkraj same sebe, pa med tem slabše, kot v času modernizma, se mi zdi, razume svojo strukturno vlogo v poljih, kjer se odvija. In da tukaj ta introspekcija, ta kontemplacija, umetniška kontemplacija, bi bila lahko bistveno bolj usmerjena na razgradnjo lastnih mitov, tako kot vseh ostalih. In na področju, ki ga poznam najboljš, v arhitekturi, je to definitivno zelo res, zato ker sem šele relativno pozno, pa sem se s tem dolg časa ukvarjal, ugotovil, da imam eno ogromno slepo pego, tako kot vsi ostali arhitekti, in točno to slepo pego zmernosti, to, da vedno obstaja enako produktivna možnost, da nečesa ne narediš, da se za to zavzameš in da s tem ustranjem v bistvu lahko spremeniš več, kot da poskušaš biti samo en radikalen arhitekt. Radikalnih arhitektov je celo morje, noben izmed njih pa ni zares radikalen. To se pravi, imamo radikalno, pa imamo radikalno. In ne dvomim, da podobna situacija obstaja tudi v drugih umetnostih. Oziroma ne, da ne dvomim, vem. In če hočeš kot nekdo, ki se ukvarja z tako pa drugačno umetnostjo, zavzeti produktivno pozicijo, moraš nenehno razgrajevati lastna tla. Tudi ostala tla, ampak nikamor ne boš prišel, če lastnih strukturnih vpetosti prvič ne razumeš in potem poskušaš razgrajevati. Tako kot mogoče sem prej rekel, da je vprašanje, kaj je človek pogoj, da najdemo pot k zmernosti v tem zgodovinskem trenutku, se moramo mogoče tudi vprašati, kaj je umetnost, ne? Še enkrat znova. Ne? Tle bi se mogoče še navezal na primer pop kulture. Mark Fisher nekje piše, kako v 21. stoletju se pravzaprav v rock'n'rollu ni zgodilo nič novega. Tudi če pomislimo, kakšni bendi so pač postali najbolj slavni v prvem desetletju tega našega stoletja. Gre za bende, ki so reproducirali zvok post-punka konec 70-ih, začetka 80-ih. In žanr, ki so ga pravzaprav izumili pod narekovaji, se imenuje, če greste pogledati na Wikipedijo, post-punk revival. Imaš potem še garage rock revival, ki se sklicuje tudi na sound, 60-ih, konca 60-ih, začetka 70-ih. In kaj pač po Marku Fisherju je stvar v tem, da si pač danes ni več mogoče zamišljati prihodnosti, zato se pač vračamo v preteklost, obenem je pa vrnitev k temu zvoku nostalgična vrnitev v čas, ko si je še bilo mogoče to zamišljati. Od 60-ih nekje do konca 70-ih si je nekako kao še bilo mogoče zamišljati prihodnost. Zdi se mi, da smo tudi na terenih ne pop umetnosti, če tako rečem, nekako ujetniki tega. Po eni strani se zdi, da je vse izčrpano, da si pač ničesar ni več mogoče razmišljati, po drugi strani pa instinkt, da obstaja nekaj, kar je od nekdaj tu, kar pač nas nagovarja, ampak nimamo oblike, da bi to nekaj mi nazaj nagovorili. In to se mi zdi ta situacija in izziv, kako pač odgovoriti na to, kar pač nas nagovarja. Kako najti to formo odgovora. Še zadnje vprašanje, preden predam vprašanje publiki. In sicer recimo v tej razliki med, če je radikalnost napram zmernosti skoraj da institucionalizirana v polju umetnosti, recimo. Na drugi strani je pa popolnoma obratna situacija v polju strankarske politike, pa recimo volilne politike, kjer se recimo to povezuje z to neko sredinokracijo, ki mislim, da sploh pri nas, v slovenskem političnem družbenem prostoru. In ob tem recimo razpadu
tradicionalnih modelov razmišljanja o politiki, pa recimo vzponom novih družbenih gibanj, okoljskih in tako naprej. In recimo premisleku o tem, kaj je človek in družba sploh po tej koronavirusni krizi. Saj ne vem pravzaprav, kaj je vprašanje, ampak kaj nam je narediti, oziroma kako se boriti, kako si zamisliti in uporabiti neko zmernost napram sredinokratični zmernosti. Mislim, pač kakršnakoli misli. Seveda, po mojem, da vsaka doba mora redefinirati svoje izrazoslovje in ta sredina, v kateri poslušamo po televiziji, po radiju in beremo v časopisju in na internetu, je neka druga vrsta sredina, kakor recimo modernistična sredina, je po mojem, da izrazito nesredinska, nezmerna. Danes so zahteve po ohranitvi ostankov socialne države, ki bi se zdele v 60-ih letih konzervativne v resnici, ne samo v kontekstu Jugoslavije, ampak recimo v kontekstu Francije pa Anglije. Izrazito konzervativne in ambiciozne so danes pozivi k takim ukrepom ali pa k ohranitvi delov takih ukrepov v bistvu tretirani kot skrajnost na enem polu, ki je enaka tisti drugi potencialno fašistoidni skrajnosti. Meni se zdi, da ta sredinokracija je skrajna, je skrajnost. Samo preveč smo se navadili na to, da se je celoten koordinatni sistem vsega tega, ta aritmetična sredina, tako kot tista sredina trga, o kateri sem govoril, da se na sredini trga zavedaš, da nisi več na sredini tudi političnega polja, da si že davno čez in da si na nagnjeni plošči, če lahko pretirano uporabljam arhitekturne analogije in počasi drsiš na popolnoma napačno stran, in ti ne bo pomagalo niti to, da si ponavljaš, da je to sredina, ker ni. Že davno smo presegli. In to, kar bi bila dejansko popolnoma zmerna, celo konzervativna sredina, se danes kaže v kulturnem in političnem smislu večini ljudi ali pa vsaj predstavljena kot ena izmed skrajnosti. Ja, saj obstaja pač kritična sintagma radikalni center, ne, ki poimenuje kombinacijo tehnokracije in trdega neoliberalizma, ki se pač začne uveljavljati v 80-ih, s Thatcherjevo in Reaganom in tako naprej. Jaz bi pač temu radikalnemu centru postavil nek drug nasproti, radikalni centrizem. Radikalni centrizem pač budnega gledanja v tarčo onkraj vseh pač ideologemov dobe, ki letijo z vseh strani, radikalna odpoved na nek način temu času, s katerim si ga lahko šele pač zares prisvojimo, ne. In zato je pač treba res meriti v to drugo neko sredino, v to tarčo, ne. Hvala. Zdaj pa kdorkoli ima kakšno vprašanje iz publike, tukaj potuje razkužen mikrofon. Okay. Najprej bi se na Miloša odzvala in rekla, da sem zelo vesela tega izvajanja o Bartlebyju, kar je nekaj, o čemer tudi sama premišljujemo pač s tem aktu nedelovanja in kakšne posledice ima. Pogosto sem rekla, da mogoče bolj pomembna reč kot naš CV bi bil naš anti-CV, se pravi
seznam vseh del, ki smo jih zavrnili. Ne. In me zanima, če o tem ne poznava sebe, pa te tikamo, ampak tako v javnosti se mi zdi, da se tikamo. Torej, če si premišljaval tudi o etičnih komponentah takšne drže, ne vem, kako gre sta arhitektura in etika skupaj, ampak recimo bom dala primer, ob pričetku jugoslovanske vojne je znan primer enega hrvaškega generala, ki, ko je vedel, kaj sledi, je naredil samomor. To je radikalna odpoved vključevanju. Torej, ta etični del je zate vprašanje. Kar se tiče kolega Moanisa, se mi zdi pa tako, da v bistvu, da nekako se poravnal ali pa, kako ne rečem, našel pomiritev v dominantni ideologiji in temu praviš zmernost. Ker seveda zvajanje odgovornosti na posameznika je pač ideologija neoliberalizma, ki je po svoje zelo nevarna in da bi vse to razložila, bi trajalo predolgo. Mislim, da nismo zato tukaj. Bom probala čisto na kratko reči, seveda, recimo, če je nekdo depresiven, je to njegov problem. Če pa je vsaka peta oseba depresivna, gre pa za epidemijo. In kot takšno je treba potem tudi naslavljati kot družben problem, ki ima verjetno težave v sistemu. In zdi se mi pri tem, ob tej poravnavi z dominantno ideologijo, kot pravim, deluješ tako, kot dominantna ideologija tudi deluje, kjer vsak odklon od tega razglasimo za fanatičnost in tako dalje. In to se mi zdi blazno problematično in tudi nevarno, ker če jaz mislim, da sem za vse odgovorna sama, kot prvo bom se počutila krivo, zato ker se mi dogaja in to je neznansko breme. In kot drugo, s kom se bom povezala, če sem pač sama kriva za vse. Ne bom prepoznala, da je mogoče problem toksično okolje, pomanjkanje delovnih mest in tako dalje. Kot sem rekla, da ne bom predolga. Hvala obema. Hvala lepa za vprašanje. Mislim, da gre za, če sem prav razumel vprašanje, gre dejansko za eno distinkcijo, ki se mi zdi ključna, ker gre za različne. Začel bom tako. Pri nedelovanju, ki je mnogo manj raziskano polje kot delovanje, nam manjka že konceptualni aparat, kako bi v bistvu ga zagrabili. Kaj šele, da bi imeli neko izrazoslovje, s katerim bi v bistvu lahko ločevali med različnimi oblikami nedelovanja, tako kot imamo zelo prefinjeno izrazoslovje za aktivnosti. Že tukaj je en tak bias, pristranskost nedelovanja, zato ker je vedno zaznamuje, vedno je pejorativno. V današnjem obdobju ali pa v obdobju modernosti je nedelovanje vedno pejorativno označeno. Za razliko recimo srednjega veka, ko je bila kontemplacija razumljena kot blazno aktivno področje človekovega delovanja. In tukaj pri etiki, ki je mnogokrat omenjena, pa mnogokrat narobe po mojem razumljena v kontekstu arhitekture, z njo se verbalno, diskurzivno zelo veliko ukvarjamo, ampak zelo malokrat na smiseln način, vsaj po moje, gre za eno, po mojem, da distinkcijo med tem, da se odpoveš delovanju, pa med tem, da ne deluješ kot akciji na nek način. Skratka, ta sugestija s CV-jem se mi zdi genialna, zato ker gre ravno za to, da prepoznanje, da polje delovanja v resnici obsega vse, kar narediš, kot ravno tudi vse, česar ne narediš. Ta odločitev za to, da nečesa ne narediš, je ravno tako odločitev, ima svoje posledice v prostoru, v tvojem življenju, v tem, kako se giblješ, kaj delaš in česa ne delaš. To je eno polovico, lahko registriramo, jo imamo pred sabo, jo vidimo, druge ravno tako pomembne polovice, pa z njo ne znamo niti teoretično operirati. In zato po mojem, da jaz tukaj razlikujem na primer arhitekture, pa tudi povsod drugje po mojem, da dve različne odpovedi. Ena je odpoved delovanju, reči, jaz se tega ne grem, na nek način izstopati iz polja, tako delovanja kot nedelovanja na nek način. Tukaj bi se navezal na Aristotela, ki govori, da je arhitekt tudi takrat, kadar ne gradi. Medtem, ko če izstopaš iz polja, sploh
ne moreš biti arhitekt, ne kot nearhitekt, ne kot Bartleby, ne kot klasičen, skratka, graditelj vsega, kar ti je dano na mizo. Skratka, dilema je seveda ne to, da bomo vsi rekli, ne hvala, jaz te naloge ne bom naredil, ampak naredil bom to nalogo samo ne tako, ali pa naredil bom smiselno. In to vključuje vedno tako delovanje kot nedelovanje. In ta dilema je jasno bistveno težje kot popolni stop, ne nujno manj radikalna, ampak ne nujno bolj radikalna, je pa po mojem da konceptualno težja. Kako ne izstopati, pa obenem ne delovati kot arhitekt, umetnik, politik in tako naprej, takrat, kadar je to smiselno. Tako da ta čaka nas gradnja ene, po mojem, ali pa upam, da mene čaka gradnja enega izrazoslovja, ki bi v bistvu pokazal en cel mavričen spekter stvari, ki bistveno vplivajo na naše življenje, pa niso tretirane kakor vzvodi, orodja in odločitve. Ja. Jaz mislim, da se sploh nisem tukaj ukvarjal z razmerjem med posameznikom in družbo ali pa skupnostjo. Se mi zdi, da si mogoče preveč razbrala v mojem izvajanju. Na enem mestu sem govoril predvsem proti neki kulturi viktimizacije oziroma neki kulturi prelaganja odgovornosti oziroma redukcionizmu, izvajanju posameznika v celoti na razmere, ki takšne in drugačne, od družinskih do razrednih itd., ki seveda v veliki meri pač oblikujejo njegovo življenjsko izkušnjo. Se pa sprašujem pač, če ostanemo pri tem, kaj pač ostane pri agencyju, kako se potem sploh začne upor, a pride pač iz vesolja, ne vem, a pride pač iz nekega drugega neznanega prostora, če so pač vsi samo zreducirani določene razmere. Seveda, jaz s tem popolnoma strinjam. Nisem temu nasprotoval. Samo mogoče sem se na nek način hotel nakazati kritikov, pač, da to upoštevanje obojega se včasih spremeni v nekih diskurzih, pravzaprav na preveliko poudarjanje ene plati, no. In je pravzaprav to upoštevanje obojega izgovor za to, da se pač odpovemo neki odgovornosti, Halo, ok. Jaz sem mislil kratek komentar, kar se tiče umetnosti in radikalnosti. Meni se zdi, da kot je bilo omenjeno, da se bi umetnost najbolj ukvarjala z lastno ontologijo. Jaz mislim, da v zadnjih desetletjih je trend v umetnosti prav ta, da se ukvarja z lastnimi proceduralizmi, z lastno ontologijo, z lastnim mestom, strukturnim mestom. Mogoče je bolj problem umetnosti danes, da je zapletena v te svoje ontološka premišljevanja in da na nek način nima, da je v tem hermetizmu na nek način odrezana od družbene stvarnosti. In pač vprašanje radikalnosti in umetnosti in njenega mesta, strukturnega mesta, ki je lahko aktivno, ki nosi nek agency, je potem tudi neko drugo vprašanje. Verjetno ni to vprašanje vračanja k lastnim ontološkim predpostavkam in lastnim proceduralizmom, ampak bi tu morali premisliti, na kak način v bistvu posegati v javni prostor ali pa, ne vem, tu jaz vidim nek radikalizem umetnosti, naprimer danes. Ja, hvala. Ne, res je. Jaz sem verjetno preveč izhajal iz arhitekturnega konteksta, kjer so vse introspekcije v silnice lastnega delovanja, v bistvu, kadar so omenjene, še vedno zelo nekritično, v bistvu niso kaj zelo reflektirane, oziroma kjer so v
so v spektru, ki je praviloma ločen od prakse, skratka v lepo zaokroženih in relativno inertni akademski arhitekturi, ki ima vsaj po mojem vtisu manj živega stika, recimo tukaj ne govorim o slovenskem kontekstu tako zelo, kot recimo v angleškem ali pa predvidevam, da tudi v ameriškem, ker je akademska kritična arhitektura popolnoma ločena od arhitekture na terenu, da tako govorim. Kar je dejansko drugače, kot recimo velja za teater, za likovne umetnosti, tako pri nas kot po svetu, se strinjam, ja. Definitivno po mojem, da dualizem med introspekcijo lastne pozicije in družbene vloge lastne umetniške panoge v obliki, kakršna je nekdaj obstajala, očitno ni več dovolj produktiven. Se pa strinjam, ja, da sem prehiter povzel lastne izkušnje na druga področja. Zato sploh ne odpiramo pojmov, v kolikšni meri je arhitektura seveda umetnost, ker to je debata 200 let. Dobro, potem pa se lahko pogovor nadaljuje tudi brez mikrofonov. Vsi tudi vabljeni v dvorani razstava, predstava, instalacije